Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V pomladnih mesecih se bodo po župnijah vrstile slovesnosti prvega svetega obhajila. Dogodka se najbolj veselijo otroci, ki se bodo prvič srečali z Jezusom. Na to srečanje so se pripravljali več mesecev. Kako otroci razumejo ta pomemben dogodek? Kaj jim pomeni srečanje z Jezusom? In kakšna so njihova pričakovanja? O tem se bova danes pogovarjali z gostjo. V studiu z nami sestra Damjana Tramte, ki skupaj s skupnostjo sester hčera Marije Pomočnice in sodelavci na Bledu pripravljajo duhovne vaje za prvoobhajence. Sestra Damjana, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Prvo obhajilo je za večino kristjanov poleg spovedi prvi zakrament, k kateremu pristopimo sami in se ga dejansko tudi spomnimo. Lahko podelite z nami najprej, kakšen je vaš spomin na ta dogodek? Jaz sem bila pri prvem svetem obhajilu leto mlajša od mojih vrstnikov in se ga spominjam pravzaprav tako bolj po zunanjosti, ki je govoril o globini, ki jo zdaj bolje razumem. Spomnim se ga zelo lepega momenta, ko me je mami oblekla v belo oblekco in me dala na stol, zato da me je bolje videla, če sem od glave do pete urejena, in mi je rekla, kako si lepa za ta dan. To me spremlja kot eno tako globoko sporočilo, ki dejansko ga zdaj razumem, tudi v duhovnem smislu. Lepa si za ta lep dan. Se pravi, ta dogodek je kot nekaj zelo lepega, kot en biser, ki bogati življenje od znotraj. To ni bilo bežno srečanje, ampak dušno zbližanje. Nisva bila več dva. Terezija je izginila, kakor izgine kaplja v morju. Tako je pa svoje prvo obhajilo, prvo srečanje z Jezusom opisala sveta Terezija, deteta Jezusa. Sestra Damjana, kako pa današnji tretješolci doživljajo svoje prvo srečanje z Jezusom? Otroci so sposobni Boga. Čeprav ga morda razumsko še ne dosežejo, pravzaprav tudi za odrasle je to prehud izziv, pa vendar. Otroci imajo to naravno odprtost za lepo, za dobro, za pošteno, za resnično. Imajo to sposobnost presežnega in imajo še zelo prisotno to hrepenenje potem, da bi doživeli. Zato so sposobni doživeti srečanje z Bogom. Tudi v spovedi prvem svetem obhajilu, ker imajo to naravno odprtost za presežno. Tako da, ko prvobhajenčki pridejo na duhovne vaje, so že vsi odprti, vsi gledajo, kaj bomo pa delali? Kaj bomo pa delali? Polni pričakovanj in polni tega radostnega naboja, dajmo nekaj. Se pravi, so sposobni in se vključijo. Če ni kakšnih motečih dejavnikov, je to trenutek, ki ga doživijo zelo lepo in zelo globoko. S prvim svetim obhajilom je povezana tudi prva spoved, ki se je otroci običajno malce bojijo, verjetno tudi zaradi same spovednice. Kako pa je s prvim svetim obhajilom? Je tudi tukaj prisotnega strahu, te vznesenosti? Predvsem se mi zdi, da je za otroke pomembno, da poznajo stvari. Zato je uvajanje in poučevanje zelo pomembno. Tako kot za spoved, kot ste rekli, če grejo pogledat spovednico, vidijo, kako izgleda, potem ne bodo dali več poudarek na to zunanjo obliko, ki jo lahko spreminjamo in danes mnogokrat jo. Enako tudi pri prvem svetem obhajilu, recimo, kaj narediš, če se ti hostija prilepi na nebo? Mi, recimo, tekom duhovnih vaj, ko imamo tudi praktične delavnice, tudi to poimenujemo. Se pravi, če je tista negotovost, kako to bo, ker vsi rečejo, to bo velik dan, on ga pa ne razume, kako točno bo, mu to lahko predstavlja problem in skrb, morda tudi strah. Če pa je uveden in ve tudi pomen teh zunanjih gest, potem pa veliko teh stvari odpade. Vznemirjenje ostane, ampak to je pa v glavnem pozitiven strah, če ga lahko sploh imenujemo strah. Gre za enega od 3 zakramentov uvajanja v krščanstvo.
V odloku papeža Pija X. Je navedeno, da je najbolj primeren čas za prvo sveto obhajilo, ko otroci znajo razločevati navaden kruh od posvečenega. Oziroma, če povemo malo bolj iz psihološkega vidika, ko znajo ločiti domišljijo od resničnosti. Koliko so otroci pri 8, 9 letih že zreli za obhajilo, koliko razumejo pomen Evharistije? Otroci ga razumejo na celosten način. Verjetno večina ne bo znala razložiti ali pa teološko utemeljiti, kaj se dogaja in dokazati, da razume. Znajo in dokažejo in mi to lahko vidimo, pa da dojamejo in zaživijo globino pa pomen tega srečanja, ker gre za srečanje. Je znana en dogodek iz misijonskih krajev, kjer je otrok, ki ni bil sedaj predpisane starosti za prvo obhajilo, ampak mlajši otrok prišel k misionarju, zakaj pa jaz ne morem prejeti, kdaj bi obhajila, jaz bi rad šel, jaz imam rad Jezusa. In misionar mu ni razložil, koliko časa bo še trajalo, koliko let, ampak je rekel, glej, ti imaš še mlečne zobke, malo še počakaš, se boš hitro, tudi ti na vrsti. Čez par dni otrok pride nazaj, okrvavljen, zlomil si je te mlečne zobke in rekel, ali zdaj lahko prejmem Jezusa? In ga je prejel. Otrok, kot sem že rekla, ima v sebi to hrepenenje in ko ima tudi torej, ko je sposoben prepoznati ta živ odnos, v bistvu je to, ne? Tukaj ni hostija, ki jo pojem. Tu je srečanje z Jezusom, ki je moj prijatelj in ki mi pomeni veliko, kjer najdem zavetje, kjer sem sprejet. Mislim, da je to glavni kriterij. Kot omenjeno, na Bledu pripravljate duhovne vaje za prvobhajance. Kako jim tam približate ta zakrament in pa samo evharistično bogoslužje, skozi kakšne kateheze greste? Predvsem bi rekla, mi probamo ustvariti eno okolje, celostno okolje, že od priprave prostora z napisi, z ustreznimi pripomočki, do tega, da smo skupaj, sestre, voditelji, animatorji, sestrska skupnost v ozadju, ki moli ali priskoči v raznih oblikah. Se pravi, da je eno okolje, to je prva stvar. Drugo pa kateheze, kot ste omenili, ne? Imamo v tem obdobju, sledimo enemu programu, ki so ga sestre pripravile, ki temelji na Jezusovih besedah, ki jih izgovori pri zadnji večeri in ki jih slišimo vedno znova pri maši. Ko Jezus vzame kruh, torej ga izbere, ko ga blagoslovi, ko ga razlomi in ga da, ga daruje. In ob teh 4 besedah so tudi 4 temeljne kateheze tekom vikenda, ki nekako tvorijo lok, ki potem tudi uvede v praktične delavnice, ob katerih potem tudi uvajamo v doživetje tega, kar Evharistija je. Se pravi, pri teh katehezah, recimo prva, Jezus izbere kruh, biti izbran, recimo pri tej katehezi in potem tudi praktičnem delu v skupinah, podčrtamo predvsem ta vidik, ki je za otroka in za vsakega človeka temeljen. Tudi jaz sem izbran in dragocen. In z animatorji, ko grejo po skupinah, po razlagi, pripravijo prestol, pregrnejo stol in potem pokličejo pomembno osebo. In kdo je ta pomembna oseba? Po imenu je poklican vsak otrok, da pride, se usede na prestol in potem animator bere kratke izjave iz Svetega pisma, ki govorijo o tem, kdo sem jaz za Boga. Dragocen si v mojih očeh, ne boj se, jaz sem s teboj. Na obe dlani sem te zapisal. Otrok doživi na ta način izbranost, ki je v Božjih očeh tako temeljno sporočilo za nas. Ali pa recimo pri blagoslovljen, tudi beseda o blagoslovu. Zelo ganljiv trenutek včasih, ko tudi z blagoslovljeno vodo pokrižamo otroke in potem na eni duhovnih vajah je tako ostalo v spominu izkušnja, ko je bil navzoč tudi eden od župnikov in je on takrat pokrižal otroke in na koncu je rekel, kdo bo pa mene pokrižal?
In en otrok pravi, jaz sem igral Jezusa, te bom jaz. In je župnik pokleknil, ta otrok ves zradoščen pristopi in mu naredi križka z blagoslovljeno vodo. Se pravi, doživeti, kaj pomeni blagoslov, ko si objet od Božje ljubezni, od naklonjenosti. Razlomljen, se pravi, v življenju je tudi težko, tudi otroku že razume. Iti skozi stisko pa vedeti, da je to zaradi rasti in zato, da iz mene nekaj nastane, kakor iz zlomljenega, zdrobljenega zrna pšenice nastane moka in potem kruh. Tako tudi vabilo in tako, ta usmeritev rastem, čeprav je težko. Pa končno darovan. Tukaj pa naredimo malo besed, pa eno konkretno gesto, ki ponavadi zelo ostane v srcih otrok. Mi imamo eno sestro, nepokretno v postelji, že brez možnosti govora in tako. In ko se pogovorimo o tem, da je možno darovati, tudi takrat, ko nimaš nič in ko ne moreš nič, in gremo na obisk tej sestri v njeno sobico, ko ji nesemo risbice ali zapojemo pesmico, je to več kot jasno, kaj je darovanje, kaj je biti darovan. Otroci imajo zelo radi otipljive stvari, nekaj konkretnega, kar tudi lahko primejo, vidijo od blizu, kjer lahko aktivno sodelujejo. In temu tudi sledite na duhovnih vajah. Tudi poleg teh katehez pripravljate tudi praktične delavnice. Kaj počnete tam? Ja, tega se otroci zelo veselijo, ponavadi, ko že vejo kaj od bratcev, sestric ali sošolk. A bomo pekli hvostije? To je zelo otipljivo. In zato to takoj poimenujejo in čakajo in to se trudimo, da ne izpustimo te delavnice, ko dejansko pečejo hostije in jo potem tudi probajo, kakšnega okusa je, kako to je, kot sem že omenila, da se uvedejo v ta praktični vidik in za jasno razlago, to ni Jezus, to je kruh, ki še ni bil na oltarju in ki še ni bil posvečen. Se pravi, imajo to delavnico. Druga delavnica, ki je tudi zelo praktična in jo potem tudi ponovimo dvakrat, v obhajanju maše konkretno, mi se z otroki odpravimo v kapelo našo hišno in tam vidimo, poimenujemo in tudi otipamo stvari, ki jih potrebujemo za obhajanje svete maše. In potem naredimo seznam, kdo bo kaj prinesel, da skupaj pripravimo oltar. Se pravi, ne samo, da se o tem poučimo, ampak tudi, da to mi dejansko naredimo. Od tega, da pogrnemo prt, prinesemo sveče, križ in vse, kar je potrebno, vključno z oblačili duhovnika. Ko prinesejo albo, naslednji prinese cingulum in duhovnik se v pričo njih oblači. To mi potem pri večerni maši tudi sprobamo. Pri delavnici se učimo, zvečer pa duhovnik počaka, da je vse pripravljeno, ko mu prinesejo obleko, se obleče, tudi štolo, hkrati izvejo pomen, pa od blizu vidijo. In čisto vsak otrok sodeluje tukaj? Čisto vsak, ja. Zdajle ta vikend jih bomo imeli veliko in se morala tako... Najdete naloge za vsakega? Ne, smo rekli, dobro, bo pa 5 ministrantov, smo še to dodali, naloge, ki so že tekom maše, in jih otrok lahko izvrši in s tem bolj od blizu sodeluje, je maša bolj njegova. Ta delavnica je tudi zelo lepa. Potem imamo eno delavnico, ki smo jo zdaj pred kratkim tako oblikovali, namreč molitev po obhajilu. Zelo pomembno se nam zdi, da otroka uvedemo, ne samo kako maša zgleda, da jo razume in da sodeluje, ampak da je zelo tako vnaprej pripravi tisti trenutek, ki pravzaprav ga čakamo ves čas, ker pri maši je lahko že kot dojenček in naprej. Pri obhajilu je pa takrat prvič. Torej, kaj narediti v minutah, ko prejmem Jezusa in se vrnem nazaj v klub? A je takrat čas za fotografiranje, takrat čas, da pogledam prijatelje, da mamici pomežiknem? Ne, takrat je čas, da se z Jezusom pogovorim, da doživim srečanje. No in imamo pri delavnici predstavitev nekaterih svetniških zgledov,
kot je Karlo Acutis, kot je naša soustanoviteljica Marija Dominika Mazzarello, ki ima eno zelo luštno zgodbo in otopljivo preko izseka iz filma to prikažemo. In pa zelo pomembno je, voditeljica te delavnice ponavadi izzove animatorje, ki spremljajo tudi po delavnicah, da oni pričujejo. Kaj pa ti narediš, kako pa ti? In nekateri povejo svojo izkušnjo, ki je včasih zelo preprosta, včasih jo povejo, da takrat še niso, zdaj pa z Jezusom se srečajo na ta in ta način, mu to povejo, nekaj naučenega, nekaj v trenutku oblikovanega. Se mi zdi, da to tudi zelo nagovori, da potem otroci dobijo, imajo vizitko, v katero zbirajo te razne izdelke, zapiske iz raznih delavnic in pri tej recimo jih uvedemo in jih, da probajo naprej pripraviti. Neko pomembno reč naprej pripraviš. Torej tudi ta dialog z Jezusom po obhajilu lahko pripraviš vnaprej. No, to je ena taka mini vaja tudi pri tej delavnici. Ena lepa stvar se mi zdi, ki je tudi zelo konkretna, tudi zelo otipljiva, ki jo probamo tudi otrokom približati, je pa molitev pred Evharistijo. Res je, torej pripravim to zdaj na prvo sveto obhajilo, vendar otroci tako bolj redko imajo priložnost videti češčenje Jezusa v najsvetejšem zakramentu, adoracijo. Imamo en trenutek namesto ene redne molitve, mi oblikujemo kot češčenje, s tem, da traja kratko in da imamo najprej uvajanje. Če smo prej pripravili oltar za mašo, povemo za češčenje Jezusa, ko se z njim pogovarjamo tudi izven maše, ko ga lahko vidimo, torej v hostiji, v konkretni obliki, pa pripravimo oltar takole in ga skupaj pripravimo. Poimenujemo monštranco, ki je tisto posoda, stojalo, ki nam omogoči, da Jezusa lahko lažje vidimo in da se potem bolj, tako, lažje tudi bolj uživimo v to, da smo v dialogu. Tako, in pri tej adoraciji ponovno slišijo, to smo tudi večkrat doživeli, kako otroci potrebujejo doživljati in ponovno podoživljati to, kar je pomembno za njih. Pri adoraciji slišijo ponovno tisto besedo, ki so jo slišali na prestolu, na predvečeru v prvi delavnici. Animatorji takrat tiste listke, ki jih otroci, na katere prepišejo misel, ki se mi je najbolj usedla, jo potem animatorji, ko pokličejo po imenu tega otroka, ki je to misel zapisal, ker mu je najbližje, med adoracijo ponovno sliši, kot njemu rečeno. To je trenutek, ko dejansko je popolna tišina in ko otrok čaka, da bo on poklican in da bo ponovno slišal. Se mi zdi, da je to en tak trenutek, ki ga otroci doživijo in ki se jim vtisne. Je zelo konkreten, je kratek, primeren sposobnosti koncentracije otroka, vendar gre v globino. Je kar intenziven ta vikend, ko otroci pridejo k vam na Bled, veliko je njih stvari, veliko dogajanja in novih informacij tudi. Kaj je pa tisto, kar se jih najbolj dotakne? Že od naštetega, bi rekla, tole srečanje z bolno sestro smo večkrat doživeli, da zelo odmeva. Ko smo bili že pri večerji, me ena punčka pride in reče: "Jaz imam pa še eno risbico, a jo lahko nesem?" Sem rekla: "Bom jaz nesla, zdaj mogoče že spi." Pa me žalostno pogleda. In jo primem za roko in grem in potrkam pa, da sem videla, a je še primerno vstopiti. In sva šle k tej sestri to risbico še kasneje nesti, ker ona je s tem živela. Se mi zdi, da to, kar je v živo, ali pa recimo, ko animator pričuje, pove, da se on tudi pogovarja z Jezusom in da je njemu tudi dragocen ta moment po svetem obhajilu. Pomeni, to ni pogovarjati se z Jezusom in čutiti ga blizu, ni stvar svetnikov, samo svetnikov. Je stvar vsakega od nas. In z Jezusom se lahko, vedno, ko grem k maši, ga prejmem. To ni
en dogodek v življenju. Jezus je moj prijatelj in ga lahko prejme vsakokrat pri maši. Se mi zdi, no, da so tako, da je kar takih momentov, ki se dotakne, predvsem takrat, ko vpliva na življenje. Ne kot spoznanje samo, ampak kot tisto, kar me bogati in kar mi od znotraj daje veselje. Glavnina priprav na prvo sveto obhajilo je za letošnje prvobhajence praktično že mimo, pa vendar nekaj tednov je še, za nekatere malo več, za druge malo manj. Kaj priporočate, čemu lahko družine v tem času še dajo poudarek? Nekatere župnije imajo oblikovane recimo 9-dnevnice ali 3-dnevnice. Zdi se mi pomembno, da otrok postane domač v tem obredu svete maše. Kolikor kdo še ne bi recimo dovolj redno prihajal k maši že v pripravi, so zadnji dnevi ali tedni kot nalašč, da se malo večkrat udeleži ali pa redno udeleži svete maše. Če je 3-dnevnica, je super. Poznam kakšno izkušnjo naših sester, recimo, ki so zelo favorizirale to, da bi imeli 9-dnevnico in so celo 9-dnevnico peli pesmi, ki so jih potem imeli tudi na slovesnosti, recimo. Ali pa so imeli že prošnje za vse potrebe že tekom 9-dnevnice, da ni bilo nekaj novega, kako bo prišel gor, kako bo prebral. Se pravi, da se čim bolj udomači z potekom svete maše. Ker to pomeni, da takrat lahko pozornost posveti temu, kar pa je novo in kar je v bistvu pričakovano in glavno obhajilo. V župniji, kjer sem sama odraščala, smo imeli samostan Marijinih sester in ena od njih je bila naša katehetinja. Ona je tudi čudovito risala in je za vsako prvo sveto obhajilo pripravila čudovito kuliso v cerkvi. Tega se res spomnim lepo in zanimivo mi je bilo tudi, da je papež Benedikt XVI v svojih spominih najprej delil to, kakšno je bilo vreme tisti dan, kako je bila cerkev okrašena, kakšno je bilo petje. Iz tega lahko sklepam, da zunanja priprava na sam praznik ni zanemarljiva. Vsekakor. Tudi za druga praznovanja. Človek je bitje, ki živi simbolov, ki mu pomeni, torej celota je pomembna. Tako da tudi za prvo sveto obhajilo nikoli preveč lepo. Bodi si okolje, cerkev, bodi si tudi oseba sama, cela družina. Jaz se spomnim, moje mame že v starih letih je rekla, to sem imela pa novo za tvoje prvo sveto obhajilo, to pa za tvoje sestrice. Se pravi, tudi družina, celotna družina se uredi to, kar je za družino praznik, naj bo zagotovo tudi na dan ali pa v pripravi na prvo sveto obhajilo. Frizurca, rožice v laseh, deklice in podobno. Ko že ravno omenjate oblačila, zdaj ponekod imajo otroci enotna, drugje vsak svoje, kakorkoli, vsak otrok je tisti dan svečano oblečen. Verjetno tudi to kaže na zunaj neko pripravljenost na ta pomemben dogodek. Tako je, ja. Zunanjost pomaga, da gremo tudi v globino in da jo hkrati potem tudi do globino izrazimo v naši zunanjosti. Tako da zelo lepo. Je pa tako, da v bistvu po družinah na dan same slovesnosti zna biti kar pestro jutro. Predvsem iz lastne izkušnje lahko povem, da mame znamo ustvariti malo nervoze. Ne bo odveč verjetno kakšno priporočilo, kako preživeti tisto jutro, da bomo do slovesnosti, oziroma tako bom rekla, da se do slovesnosti ne bomo sprli. Ja, tako. Življenje je zelo konkretno in malo treme, malo novosti, hitro lahko pripomore tudi kakšni zadregi. Morda ni slabo vnaprej pripraviti neke momente, ki so pomembni in ki pomagajo umirjati ali pa usmerjati v pozornost v to, kar pričakujemo oziroma na praznik, na katerega gremo. Jaz bi opozorila pa mogoče svetovala 2 stvari. Eno, ne pozabiti na zajtrk. Za otroka bo vznemirjenje veliko, zdržati je treba malo daljšo mašo, se pravi,
bodimo konkretni, naj bo otrok torej pripravljen tudi fizično in tako. Torej to načrtujemo, da bo ta čas za zajtrk. Eno stvar, ki pa lahko jo načrtujemo, pa je drobna, pa morda tako, da tudi eno duhovno noto, pa umirja. Naredimo križek otroku. Če nismo sicer navajeni, dajmo takrat, če pa smo, pa še boljše. Naredimo križek otroku, morda ati, mami, morda tudi bratci, sestrice. Lahko s kakšno besedo pospremljeno, lahko pa preprosto križek temu otroku, ki gre k prvemu obhajilu. Pomeni, mi smo s teboj, mi molimo zate, mi se veselimo s teboj, tudi mi, če smo že bili pri prvem obhajilu, tudi bratci, sestrice, bomo šli povezani bomo, duhovno bomo povezani. Se pravi, da damo tudi v družini to duhovno noto v pripravi. To lahko pomaga. Kaj pa med samo slovesnostjo, med samo sveto mašo, ko otrok prejme sveto obhajilo, kako starši lahko damo neko podporo? Bodimo tudi mi pri maši, z vsem srcem, z vsem bitjem. Mislim, da to je največ. V izseku filma, ko sem ga omenila o sveti Mariji Dominiki Mazzarello, je tudi dogodek prvega svetega obhajila in pomenljiv moment, ko deklica tik pred povzdigovanjem pogleda atija. Bila je njegova ljubljenka in ona ga pogleda. Kaj ati naredi? Ne pomežikne nazaj, ne pogovarja se, tudi z očmi ne z njo, ampak kaj naredi? Pogleda na oltar in deklici pravi z očmi, gor glej, zdaj sva oba tam. Se pravi, največja podpora je tudi, da mi sodelujemo pri maši in da zunanjosti, fotografiranja in podobno naredimo ob primernem trenutku. Pomembno je zabeležiti ta dogodek, vendar ne v času ali pa na način, da bi motilo to, kar je svetost tistega trenutka. Še bolje pa verjetno, da to prepustimo kar profesionalcem, da so mogoče tisti tam za to in da smo starši res lahko pri maši z otrokom. To se zelo obnese. Tako. Všeč mi je misel papeža Frančiška, ki pravi, da je slovesnost prvega svetega obhajila tudi za nas odrasle trenutek, ko se spomnimo svojega prvega srečanja z Jezusom in pa priložnost za praznovanje. Torej, po sami slovesnosti smo kar navajeni tudi malo popraznovati. To je verjetno res lep trenutek, ki nam daje priložnost, da se skupaj poveselimo z našimi bližnjimi, sorodniki, prijatelji. Točno. Praznovanje potrebujemo. In ob tako pomembnem trenutku je prav, da se družina zbere, da pridejo sorodniki, da povabimo, krstni botre, recimo od otroka, ali tudi kakšne prijatelje, ali tisti, ki smo sicer povezani, da otroku svojo prisotnostjo pokažemo, da smo z njim in da se veselimo z njim. Tako da je primerno takrat, pa tudi praznovanje tako oblikovati, da nimamo mnogo dela, da bolj damo poudarek na tem, da smo skupaj, da otroku prisluhnemo, kako je bilo, da on lahko svoje vtise malo podeli, ali pa da mi obudimo spomin. To je lahko tudi priložnost, kaj si tudi globljega povemo, če imamo pozornico na to, da ni samo zdaj pa gremo, pa hitro, pa mudi se, pa kaj še manjka, pa da ni toliko poudarek na tem, ampak da ne pozabimo, kaj praznujemo. In da ima otrok priložnost, da ne izraziti to veselje. Tako. Da tudi mogoče samo praznovanje oblikujemo po željah otroka, da tudi njemu že naprej prisluhnemo, se pogovorimo, kako bi on rad, da niso naša pričakovanja v ospredju. Verjetno je to tudi primeren trenutek. Otrok je vendarle že toliko zrel, da če šel lahko k prvemu ima svoje želje. In če so, ena je rekla animatorka, pravi, meni je mami dovolila, ker ko so kupovali oblekco, oni so sicer imeli poenoteno, ampak spodaj je pa imela 2 oblekci, ker se ni mogla odločiti, katero bi imela, in je imela med mašo eno, potem, ko so šli pa na kosilo, pa drugo. Pravi, takrat mi je dovolila. Za bermo mi pol več ni dovolila, tisto, kar se odločila, sem bila že sposobna malo večjega razmisleka in odločitve, takrat mi pa je dovolila, da se tudi preoblekla. In rekla, in jaz sem jih hvaležna. Se pravi, kakšne take drobne želje, ki otroku pomenijo praznik, so v redu.
Pa tudi ga osvoboditi tisti dan kakšnih obveznosti, ki jih ima, ki jih otroci imajo, da rečemo, danes je tvoj dan, tebi danes tega ni treba. To je praznik. To je njegov praznik, ja. Na koncu ne morem mimo velikega promotorja Evharistije, svetega Karla Akutisa. Ja, on je po svojem prvem svetem obhajilu praktično vsak dan šel k maši, vsak dan je pristopil k obhajilu. Kako otroke spodbujati, jih navdušiti, jim pomagati, da ohranijo to pristno veselje do srečanja z Jezusom? Predvsem, da jih podpremo v tem, pa da jim omogočimo, da še prihajajo k maši. Otroci so že veliki v 3. razredu, vendar niso samostojni. In velikokrat ni od njih odvisno, ali bodo šli k maši ali ne. Če družina ne gre, če ga nekdo ne pelje, včasih potem oni nimajo možnosti, čeprav hrepenijo po tem. Tako da mislim, da je prva stvar to, da jim omogočimo, da jim pomagamo, da imajo možnost se srečevati z Jezusom. Ne? Ker sveto obhajilo je predvsem odnos, je srečanje. Ni nekaj, kar imam opravljeno, ampak je nekaj, kar živim. Torej, če se z Jezusom ne družim, bo težko ostajala svežina odnosa. Torej, otrok, kakor tudi odrasli, torej odnos je treba gojiti. In prvo sveto obhajilo, odnos z Jezusom, evharističnim Jezusom, se goji s tem, da hodim k obhajilu, da se z njim srečujem. Se mi zdi, da je pomembno. Je pa, kot so omenili Karla Akutisa, danes, čeprav je to naloga staršev odraslih, da otroku omogočimo in ga pospremimo, dokler je majhen, vendar prav pri Karlu Akutisu recimo je tudi ta okoliščina, da starši takrat pač niso bili ravno intenzivno vključeni v konkretno versko življenje, prejemanje zakramentov. Karlo je bil promotor za družino. In je mamici rekel, ko so načrtovali, na starša sta bila poslovneža, veliko potovali, a bo hotel blizu kakšne cerkve, ker če ni bil, je tačnaril na način, da so pač poiskali mašo tudi tisti dan. Pomeni, ja, Bog dela tudi neposredno v otrocih in včasih po majhnih vzgaja, usmerja in vodi v globino tudi odrasle. Ja, otroci so nas kar veliko učijo o veri, bom rekla tako, ampak po drugi strani pa vendarle potrebujejo tudi nekaj izgleda, ne? Tudi to je pomembno, da starši smo tisti. Najlepše je pa, če rastemo skupaj. Mi doživljamo pri teh duhovnih vajah. Jaz se pomlajam ob njih, ko vidim te učke, ko slišim njihova vprašanja, ko opazim njihove radosti, ko odkrivajo in ko vstopajo, ko se potopijo, ko nekaj razume, ko zasluti eno lepoto, kako pade noter, se potopi. To je nekaj, kar mi odrasli obremenjeni s tem in onim, pa z razumskim pristopom, včasih ne znamo več narediti. Tako da, če rastemo skupaj, otroci pripomorejo nam odraslim, starejšim, da ohranimo svežino, mi pa z našo izkušnjo, pa z večjim poznavanjem njim osvetlimo stvari, ki jih potem lahko tudi sami sprejmejo in iz njih živijo. Lepo sporočilo za sklep tega pogovora. Sestra Damjana, hvala lepa za vse vaše misli, vaše izkušnje. Veliko blagoslova še naprej pri delu s prvoobhajenci. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na našem YouTube kanalu, na naših družbenih omrežjih, seveda pa se beremo na spletni in pa v tiskani družini.